Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Napisala sem knjigo z naslovom Živeti pogumno. To je čudovita knjiga, ki govori o tem, kako premagati strah v svojem življenju. Na začetku knjige sem v prvem poglavju jasno napovedala slovo strahu. Veste, da če boste kdaj premagali strah, je prvo dejanje odločitve v tem, da boste zlomili strah, da boste imeli pravo držo do sebe, kjer ne bo več prostora za strah. Edina sprejemljiva drža, ki bi jo kristjani morali imeti, je: ne bom se bal. Veste, da je kralj David, ki je tudi napisal psalme, je v njih večkrat ponovil: ne bom se bal. Kaj mi more storiti človek? Če je Gospod z menoj, kdo bo zoper mene? Rada imam to: ne bom se bal. On gotovo ne pravi: ne občutim nič strahu. On je napravil odločitev, da strah ne bo vladal v njegovem življenju. Mislim, da je to prva stvar, ki jo mi vsi moramo storiti. Včasih imate v svojem življenju tako dolgo eno in isto stvar, da postanete udobno bedni s to stvarjo. Ni vam zares všeč, vendar ker jo imate tako dolgo, se navadite in si mislite: tak pač sem, tako pač je, takšno je pač moje življenje. Vi niti ne verjamete, da lahko živite še na kakšen drug način. Veste, da me je moj oče v mladosti spolno zlorabljal vrsto let, tako da sem se zakoreninila v strahu. Moj oče je bil človek jeze, veliko je pil in prišel domov jezen, bil je nasilen do mame in je nergal ter kričal naokrog. To so bile zlorabe in spomnim se, da sem v tem strahu odraščala. Zame je bil velik izziv, da nisem nadaljevala živeti v tem strahu. Naučila sem se hoditi po korakih dan za dnem. Z leti sem se naučila veliko stvari in verjamem, da lahko imate od nekaterih mojih izkustev korist. Nekatera izkustva so bila zelo težka, nekatera izkustva so bila boleča in verjemite mi, da lahko pomagam. Izognite se vam nekaterim bolečinam v vašem življenju, če se boste naučili reči: ne bojim se. Veste, da nam Bog ni dal duha strahu, strah ni od Boga. Bog nam je dal duha moči, ljubezni in razumnosti. Ko nas napade strah, je to naš sovražnik. To je hudič, ki vedno poskuša, da nas dobi ali pa nas zadrži od tega, da bi mi napredovali. Recimo, da si želite nazaj na fakulteto. Mogoče ste že dopolnili 40 let in niste nikoli študirali, odločili ste se, da greste na fakulteto in prejmete diplomo. No, mogoče bo prva stvar, ki jo boste pomislili, da ste prestari, da se ne boste mogli učiti ali pa da vas sploh ne bodo sprejeli. Ena stvar je gotova. Če vstavi Bog dobro zamisel v vaše srce, nekaj, kar bo blagoslavljalo vas in vašo družino, nekaj, kar je vaša srčna želja, potem ni Bog tisti, ki bi vam stavljal strah in vam govoril, da tega ne storite, ampak je to sovražnik. Kajti sovražnik noče, da bi napredovali. Zato vas danes sprašujem, če boste napravili najodličnejšo odločitev: ne bom živel v strahu. To ne pomeni, da ne boste nikoli več občutili strahu, vendar pomeni, da se lahko naučite, kako se soočiti in ga premagati. O tem bomo govorili več v eni izmed naslednjih poučnih oddaj. Da bi živeli pogumno, se moramo naučiti slediti svojemu srcu. Tvegal bom, drzen bom, izstopil bom iz sivega vsakdana in zares sodeloval s Svetim duhom, da ne bom samo v redu, ne samo povprečen, ne samo normalen, ampak nekdo, ki zares napravi razliko v tem svetu. Koliko izmed vas noče samo preživeti neopazni, ampak hočete napraviti pečat na tem svetu, tako da vas bodo ljudje še dolgo pomnili, da ste bili nekoč tukaj. No, ne podcenjujte se in si mislite, da je to samo za visoke ljudi iz politike ali iz televizije. To je za vsakega Božjega otroka. Bog ima za vsakega izmed nas svojo nalogo. Vsak ima svojo vlogo. Vi imate nekaj, kar nihče drug ne more storiti tako dobro kot vi. Če vi tega ne boste storili, potem bomo vsi drugi nekako prizadeti. Vi ste najbolj izpolnjeni tedaj, ko upravljate in izpolnjujete svojo že določeno pot. Nič vas ne more tako zadovoljiti in izpolniti, kakor da veste in sledite Bogu
z vsem svojim srcem. Amen. Strah pa je Satanov pripomoček, da je od hudiča. Kajti Bog nam ni dal duha strahu. To moramo vedeti. Ko vas je strah, vam potem Bog ne govori, da naj tega ne storite. Bog ne dela na tak način. Bog nam ni dal duha strahu, ampak moč, ljubezen in razumnost. Amen. Ko nas je strah, smo lahko gotovi, da nas tako Satan poskuša odvrniti od tega, kar nam je Bog naložil, ali kar bi bila najboljša stvar za nas. Ali pa nas poskuša napraviti nesrečne. Svetopismo pravi, da strah prinaša muke. Strah prinaša muke in tudi, če se nečesa bojimo, kar je po mojem zelo blizu strahu, nam tudi to lahko prinaša muke. Poskušala sem vaditi v svojem življenju, da se nisem dopustila, da bi se bala stvari. Naj vas ne bo groza iti v trgovino, naj vas ne bo groza pomivati posodo, naj vas ne bo groza pokositi travo, naj vas ne bo groza, da greste ven in plačate položnice. Ne dopustite, da ta duh groza in strahu pride v vaše življenje. Spoznajte, kdo ste v Kristusu in se zavedate, da lahko storite karkoli morate po Božji moči, ki je v vas, in živite vzravnani, glavo pokonci, z rameni nazaj, z odločnim korakom in pogumnim življenjem. Amen. Za Kristusovo telo je čas, da vstanete, da ga upoštevajo in da prenehate z jokavo in smiravo držo, kot da ima vsakdo kakšen problem. Toliko različnih bojazni obstaja, da je to nekaj neverjetnega. Če pogledate, na primer, v enciklopedijo pod pojem fobija, so tam strani in strani in strani tega, česar vse se ljudi bojijo. Ena izmed stvari, ki je problem za večino ljudi v enem ali drugem časovnem obdobju življenju, pa čeprav to ne velja za vse, vendar je tudi za mene veljalo, to je bojazen pred ljudmi. Kaj si bodo mislili, kaj mi bodo rekli, kaj bodo storili, česa ne bodo storili, če jim jaz ne ugajam, ali me bodo izločili iz svojega življenja, ali me bodo zavrgli, ali bom osamljen. In verjamem, da Satan uporablja strah pred ljudmi, ne samo, da jih s tem muči, ampak da ljudje ne bi sledili svojemu srcu. Mislim, da ni nič hujšega, kot da v svojem srcu čutite in verjamete, da bi morali delati nekaj, vendar pa se uklonite strahopetnosti ali nekomu drugemu in mnogokrat vas niti drugi ne poskušajo nadzorovati. Le mi smo tako negotovi in to nas nadzoruje, kajti potrebujemo vedno potrditev od nekoga za vse, kar počnemo. Ni pomembno, kaj počnete, kajti 10% ljudi vas nikoli ne bo maralo. Mislim, to so statistični izsledki. Ni pomembno, kaj delamo, nekateri nas tako ali tako ne bodo marali. Svetopismo nam pravi, da bi se morali bati Boga. To ni tisti strah, ki ga poskuša hudič napraviti v nas. To je spoštovanja vreden strah, straho spoštovanje, ljubeznivo dostojanstvo. Nekaj popolnoma drugega kot to, kar vas muči. To je takšen strah, ki vas obdrži varne. To je, da zaupate Bogu. Verujem, da me on ljubi, on je gotovo bolj moder kot jaz, rad ga bom imel, spoštoval ga bom, ga cenil in storil to, kar mi naroča. Koliko izmed vas misli, da bi se vaše življenje izboljšalo, če bi že začeli prej tako ravnati? Mislim, jaz samo pravim. Ali veste, da Bog ni tiran, ki samo hoče kontrolirati ljudi? Vse, kar nam Bog pove ali nam naroči nekaj storiti ali ne storiti, je v naše dobro. On se nič bolje ne počuti, če lahko pridobi vsakega, da bi mu sledil. Jezus je rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. On je pot. Naredi stvari na način, kot bi jih Jezus napravil. Hočem vam pokazati citat Božje besede in upam, da bo to vplivalo na vaše srce. Zagotovo vpliva name, vedno, kadar ga preberem. Besedilo je iz preroka Izaija, 8. poglavje, 13. vrstica. Gospoda nad vojskami imejte za svetega in cenite njegovo ime, ter ga imejte za edino upanje varnosti.
Wow. Ne vem, kako sploh živijo ljudje na svetu, ki nimajo upanja v Boga. Mislim, kakšno upanje lahko imaš, če ne moreš upati v Boga? On naj bo vaš strah, on naj bo vaš preplah. Če ga ne boste užalili s človeškim strahom in mu ne boste zaupali. Torej, pravzaprav je Sveti Duh užaljen, ko namesto, da bi mu sledili, ga spoštovali, ljubili, ga častili in s strahom spoštovali Boga, vse to pustimo in dajemo neki osebi. Čeprav čutim, da bi moral dajati vse to Bogu, pa se jih vendarle tako bojim, kaj bodo si mislili, kaj bodo rekli, kaj bodo storili, da imam raje njihovo potrditev, kakor pa Božjo potrditev. Raje izberem njihovo prijateljstvo, kot pa Božje prijateljstvo. Sveto pismo pravi, da to žali Boga. In mislim, da bi morali resno premisliti o tem. To ni samo nekaj takšnega kot, veste, tako sem negotov. Mislim, da veste, da me je tako strah in nikakor nočem biti sam, nočem izgubiti svojih prijateljev. Ne, poglejte, to žali Boga. Žali Boga, če klečeplazimo pred drugimi ljudmi. Vi morate izvršiti svoj načrt. Bog hoče napraviti čudovite stvari v vašem življenju. Vsakemu izmed nas, nikar ne sedite tam in si mislite, ona ne govori tega meni. Tisti, ki gledate po televiziji, nikar si ne mislite, da govorim samo ljudem v tej dvorani. Eden izmed glavnih razlogov, da smo v tej dvorani, je, da lahko snemamo sporočila, da vas nagovori. Amen. Bog noče, da bi ljudje z vami manipulirali in nas kontrolirali. Kakor sem že rekla, oni niti ne poskušajo tega storiti. Če ste zares negotovi, se lahko približate nekomu, ki je močna osebnost, in če se ne boste zavzeli zase, vas bodo drugi potiskali naokrog, vendar pa večina časa niti ne vedo, da to delajo. Če ne veste, kaj želite delati, vam bom vsa srečna povedala, kaj bomo mi počeli. Če nimate svojega načrta, bom vesela, če vas prepričam, da sledite mojemu načrtu. Jaz navdušim ljudi, sem motivator in imam močno osebnost, imam tudi smer, imam namen in ljudje, ki se ne zavzemajo zase, jih povozijo in to ni vedno krivda koga drugega. Rekli boste, ali lahko žalimo Boga? V pismu Efežanom 4. poglavje 30 pravi, ne žalostite Božjega Svetega Duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani. V teh vrsticah pred in po še posebej govori o jezi, slabih navadah, prepiranju, zdrahah, boju, pričkanju, kar vse žali Svetega Duha. Prerok Izaija pa navaja, da je strah pred ljudmi žaljiv za Svetega Duha. To ne pomeni, da ste izgubili svoje zveličanje, da vas Bog ne ljubi več. Vendar naj vam nekaj povem, poglejte me, naj vam povem. Sveti Duh živi v vas in če je on užaljen, boste vi to občutili. Veste, da biti kristjan ne pomeni, da greste v cerkev nekajkrat na teden, sedite v klopi in strmite v duhovnika. To ne pomeni, da ste kristjan. Biti kristjan pomeni, da Kristus živi v vas. On je v vas. Če je on užaljen, boste to občutili. Če je on žalosten, boste tudi vi žalostni. Če je zadovoljen, se boste tudi vi tako počutili. Mi smo povezani z Bogom po Kristusu in to po tesnem, domačem, osebnem odnosu, v katerem se lahko tudi pogovarjamo. On je vaš prijatelj. Biti kristjan ne pomeni, da sledimo skupini pravil in predpisov, opravljamo svoje naloge in upamo, da nam v našem duhovnem koledarju v nebesih odkljukajo naše naloge. Gre za oseben odnos z Bogom in to po Kristusu.
Biti kristjan pomeni biti Kristusov učenec ali mu slediti. Slediti Kristusu. Če niste pripravljeni, da bi sledili Kristusu, potem se ne imejte za kristjane in omaknite krščansko nalepko svojega avtomobila. Amen. Mi smo tako zaskrbljeni za svoj sloves. Kaj pa si bodo ljudje mislili? Kaj bodo rekli? Kaj, če izgubim svoje prijatelje? Veste, lahko vam nekaj povem. Ne mislim biti negativna ali vas prestrašiti, vendar če boste zares sledili Kristusu, lahko računate na to, da boste izgubili nekatere vaše prijatelje. Lahko jih izgubite cel kup. Mogoče celo vse. Pa ni dejstvo v tem, da mislijo, da ste napak ravnali. Globoko v sebi vedo, da to ni res. Vendar niso pripravljeni storiti odločitve, ki ste jo vi storili, in je za njih lažje, da poiščejo na vas kakšno napako, kot pa da bi priznali kakšno pomanjkljivost v svojem življenju. Koliko izmed vas je napravilo odločitev, da bi sledili Bogu, da bi popolnoma sledili Bogu? Mogoče se še niste popolnoma zavezali. Kdo izmed vas je izgubil prijatelja ali pa so vas v vaši družini odklanjali zaradi vaše odločitve? Veste kaj? Nekatere roke so v zraku, nekatere ne, vendar večina je dvignila roke. Veste, da je prav tu naš prvi preizkus. Ali boste dopustili in se zbali zaradi človeškega strahu in se omaknili? Če sem čisto odkrita z vami, nikogar veliko ne skrbi, če se kdo nameni in stopi v kakšno cerkev in že po kratkem času ga več ni. To vas ne spremeni kaj dosti in vi nimate kaj veliko vpliva na to. To družbeno popolnoma sprejemljivo. Ko ste zares odrešeni. Mislim, ko ste ponovno rojeni, ko imate novo življenje v svoji notranjosti in nočete več opravljati stvari, ki ste jih bili navajeni opravljati, niti vam ni všeč to, kar vam je bilo nekoč všeč, potem ste našli nekaj, kar drugi ljudje ne vidijo. Vi ste s tem kar precej napredovali in mislim, da hudič ne bo pogrnil rdeče preproge in zavzdihnil. Sveto pismo nam obljublja, da nas bodo preganjali zaradi pravičnosti in pravi. Blagor vam. Blagor vam. Tako vam lahko rečem, da če sledite Kristusu in vas vaši prijatelji zametujejo, blagor vam. Blagoslovljeni ste. V dobri družbi ste, ker so tudi Jezusa zavrgli. Amen. Rekli boste, Joyce, ne morem si pomagati glede tega, kako se počutim. Strah me je. Ne želim, da bi me bilo, vendar me je. Kdo pravi, da bi nam moralo biti vedno udobno glede vsega, kar počnemo? Ko sem se odločila, da bom v svojem življenju sledila Božjemu klicu, je bilo nekaj čudovitega in hkrati grozno. Nočna mora, kajti ženske tega ne počnejo. Bila sem v neki cerkveni skupnosti, kjer ženske zagotovo ne počnejo tega. Zaprosili so me, da zapustim njihovo cerkveno skupnost, družinski člani so mislili, da sem zmešana, dobesedno sva izgubila vse prijatelje, zame je bil to zelo težek čas. Vendar, ko sedaj gledam nazaj, me kar zmrazi, ko pomislim, kje bi lahko bila danes. Kaj ste mogoče že izpustili iz rok in zamudili, ko ste dopustili človeškemu strahu, da vas je nadzoroval, in kaj lahko zamudite v prihodnosti, če ne napravite sprememb? Veste, mogoče pa ni to prava stvar za vas v tem trenutku, vendar pa je to močno sporočilo za vse, kajti prej ali slej v vašem življenju se boste zavedli, da Bog hoče, da nekaj storite. Njegovo spoštovanje, ljubezen in potrditev, ki jih želite zase, bodo nasprotovali vam.
In boste morali napraviti odločitev glede tega, kaj boste storili. Da napravite odločitev, še ne vpliva to na vaše občutke. Vas je še vedno lahko strah. Vendar pa lahko to opravite, pa čeprav vas je strah. O strahu moramo razumeti naslednjo stvar. Edini način, da premagamo strah, je, da se soočimo z njim. Edini način, da premagamo strah, je, da se soočimo z njim. Nikoli ne bo izginil, če ga ne napotimo nazaj v pekel, odkoder je prišel. Edini način, da lahko to storite, je, da vztrajno hodite naprej, ko vas hudič poskuša vleči nazaj. Za Boga je strah hudi duh, kajti on nam ni dal duha strahu. Bog nam je dal moč, ljubezen in razumnost. Koliko se zavzemate za svoj ugled, za svoj sloves, pojdite domov in se srečate samim seboj. Mi se vedno srečujemo z drugimi, na vašem dnevniku je mogoče zapisanih veliko sestankov, srečanja in srečanja. Zakaj ne bi nekaj od teh prečrtali in se srečali sami s sabo? Presenečeni boste, kaj vse lahko najdete v sebi, če se samo napotite v sobo in povabite Jezusa na srečanje. Koliko delam za svojo lastno čast? Kako delamo mnoge stvari, le da bi naredili vtis na ljudi, ki nimajo takšne vloge, kot jo ima Bog, kar on hoče, da storimo. Kaj storite ali kaj ste storili v svoji preteklosti, ko se ljudje niso strinjali s smerjo, ki ste jo vi izbrali? Ali ste odvisni od tega, kar vam drugi odobrijo? Nekateri so kar odvisni od tega. Oni težko napravijo karkoli, če vsakdo ne misli naslednje. Ja, seveda, da, to je to, rada imam tvojo frizuro, všeč mi je tvoja obleka, kako čudovito, Nič ni bolj čudovitega, kot da ste takšna osebnost, kakor vas je Bog ustvaril. Pa če tudi ste najbolj nenavadni, bodite takšni, kot ste. Amen. Kdo pa bi rad bil takšen kot vsakdo drug? Kako dolgočasno bi bilo to? Galačanom 1:10 vrstica. Rada imam to besedilo. Prebrala vam bom nekaj citatov. Apostol Pavel pravi: koga si namreč skušam dobiti na svojo stran, ljudi ali Boga? Si mar prizadevam, da bi ugajal ljudem? Ko bi še hotel ugajati ljudem, ne bi bil Kristusov služabnik. Joj! Če ne bi sledila Božjemu klicu v svojem življenju, tako da bi ohranila vse svoje stare prijatelje, svoj položaj v cerkveni skupnosti in bi vsi lepo govorili o meni. Ojoj. Gospod Bog, tako strašljivo je samo pomisliti na to in strašljivo je misliti na to, kakšna skušnjava je to. Dajte no, želim, da vzamete zares, kako smo skušani. Dobro veste, če vsi tako mislijo. In samo jaz tako delam, potem imajo oni prav, ženske pač ne delajo tega. Naj vam nekaj povem, včasih ne smete uporabljati glave. Jaz sedaj ne pravim o tem, da bi bili nevedni ali bedasti, vendar pa včasih morate kar izklopiti možgane in morate prisluhniti svojemu srcu. Odmakniti se morate od človeških glasov, oditi nekam na samo z Bogom in reči, kaj hočeš, da jaz storim v tej situaciji. Kaj je tvoj načrt za moje življenje? Bog, pomagaj mi, če me ljudje ne marajo, da ti sledim. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.